tej izravnavi v 20. plačnem razredu pravzaprav ostanejo na poravnani tako, kot so bili že doslej, vojak pa v bistvu pridobi 3 plačne razrede. Moram reči, da prevedba sedanje plače v nov sistem, v plačne razrede prinese vsem 19. plačni razred, vojaku pa 17. V novem sistemu, torej ponudba kolektivne pogodbe strani vlade, pa prinaša 20. plačni razred za vse. Kar pomeni za policista, carinika in ostale v bistvu en plačni razred, kar je 4% več, za vojaka pa več kot toliko, 3 plačne razrede, kar je 12% več. Vlada je oblikovala predlog višine dodatkov, ki v javni upravi, s tem pa seveda tudi v policiji, carini in ostalih podobnih službah, pomeni bistveno izboljšavo. Če sem konkreten, recimo dodatek na urno postavko za nočno delo se dviguje, to predlagamo, kar za 80%, dodatek za nedeljsko in praznično delo, spet urna postavka, se dviguje kar za 130%, dodatek za nadure se dviguje kar za 80%. Kako je do tega prišlo? Mi smo primerjali te istovrstne dodatke širom javnega sektorja, ugotovili, da so zelo različni, bili doslej, zdravstvo, šolstvo, kultura, javno prav so bili različni in smo šli svojim predlogom na najvišji nivo javnega sektorja, ki je danes v zdravstvu. To pa za vse ostale, recimo za javno pravo, pomeni izboljšavo, s tem tudi za policista, carinika in ostale. In to je spet nekaj, kar v bistvu je za plače policistov zelo ugodno. Ob tem pa še enkrat posebej poudarjam, da smo pripravljeni v panožni kolektivni pogodbi se seveda posebej pogovarjati o plačah najbolj, bolj izpostavljenih delovnih mest, recimo v specialni enoti, pa tudi o posebnem ovrednotenju, in to tudi znatnem ovrednotenju tistih ur, ki jih policisti prebijajo na usposabljanju za tako imenovane posebne enote na sklic in seveda tudi za čas, ko upravljajo potem te posebne aktivnosti v okviru posebnih enot na sklic. Se pravi, policisti, ki upravljajo akcije, kot je bila recimo Kotiza, Ambrus, Lečja vas in tako naprej, bodo plačani seveda znatno bolje od tistih, ki tega ne upravljajo. Ne bi zanimala, se mogoče pripravljeni na pritiske, če bo jih bodo recimo policisti izpravili? Ja, jaz pričakujem razumno reakcijo strani Policijskega sindikata Slovenije. Glede na to, da se plačni položaj policista z vladno ponudbo izboljšuje, tako glede osnovne plače, kot glede dodatkov, da tudi še enkrat poudarjam, zagotavljamo posebno obravnavo najbolj zahtevnih in specifičnih delovnih mest v panožni kolektivni pogodbi, pričakujem, da bo Policijski sindikat Slovenije z razumno sprejel to odločitev. Če bi prišlo do stopnjevanja pritiska, če bi prišlo do stavke policistov, je to seveda, bi bila to zakonita poteza, pričemer moram poudariti, da je stavka policistov po zakonu zelo, zelo omejena, vendar po mojem mnenju ne bi bila upravičena poteza. Kajti policisti bi v tem primeru praktično stavkali proti svojim kolegom v javni upravi. Vsi drugi sindikati se strinjajo z 20. plačnim razredom, so za izravnavo v 20. plačnem razredu in če bi policijski sindikat z stopnjevanjem pritiska vztrajal na višjih plačah, potem bi dejansko to pomenilo razdor v javni upravi.